Pozdravljeni. Danes se bomo ustavili pri izjemno nevarnem fenomenu. Tistem, kjer navijači navijajo za določenega posameznika, samo zato, ker je naš, ker prihaja iz naše ali nam ljube države in drugo sploh ni važno, ker so njegove zmage tudi naše in podobno. Formula 1 nedvomno postaja zmeraj bolj in bolj popularna. Ampak s tem, ko se nabor navdušencev širi, se v bistvu tudi zmanjšuje tisto znanje, ki nekomu razloži, zakaj gre. Danes lahko vidimo v določenih primerih, da sploh ni važno, ali je določen posameznik dober ali slab. Važno je, da je naš. Tako da se lahko določen del publike z njim identificira in da so v njihovih glavah uspehi posameznika tudi malce njihovi. In tu je treba povedati, da sam sem dobesedno proti takšnim malodane fanatičnim pristopom. Po drugi strani mnogokrat sem poudaril, da je navijanje v svetu Formule 1 in nasplošno motošporta ter športa dobro. Ampak fanatizem sodi nekam drugam. In lep primer, o čemer govorim, smo pred dnevi dobili v Buenos Airesu. Tam je seveda ekipa Alpine organizirala demonstracijo, na kateri je bil prisoten lokalni junak Franco Colapinto. In zbralo se je po številkah ogromno število ljudi. Govori se o 600.000 navzočih, kar je seveda ogromna številka. Še posebej, če vzamemo v zakup, da ima Buenos Aires po uradnih podatkih, ki sem jih izbrskal, nekaj več kot 3 milijone prebivalcev, ampak po drugi strani celotna ta metropolitanska area jih šteje nekaj več kot 17 milijonov. A vseeno, 600.000 ljubiteljev Formule 1 je ogromno število. A po drugi strani, kaj so prišli gledati tej ljubitelji Formule 1 iz Argentine? Na prvi pogled Franca Colapinta, ki se je z Alpinom gnal gor in dol po ulicah, kar je seveda navdušujoče, ampak ima kar nekaj pomanjkljivosti, na katere pa je malo kdo opozoril. Namreč Franco Colapinto v tisti priložnosti ni vozil Alpina in niti Renaulta ne. Za tiste, ki malce bolj poznate zgodovino Formule 1, boste takoj že na prvi pogled ugotovili, da gre za šasijo Lotus E20. Bolid iz leta, pozor, 2012. Bolid, ki bi ga moral vsak navdušenec poznati na prvi pogled. Namreč leta 2012 v taki šasiji je na veliki nagradi Abu Dhabija Kimi Räikkönen izrekel tisti znameniti stavek in seveda dirko zmagal. Lahko bi dejali, da za zgodovino Formule 1 trenutek, ki bi ga morali obeležiti in se nanj spomniti, ampak v pravih barvah in ne v tistih, ki ponazarjajo Alpin Franca Colapinta.
In tu je treba priznati, da sem sam do Kolapinta vsaj rahlo pristranski. Namreč v njem ne vidim nekih izjemnih kvalitet, ki jih njegovi privrženci poudarjajo. Ne v Formuli 3, ne v Formuli 2, še manj pa v Formuli 1 nisem videl nič takega, kar bi ga lahko štelo med one izjemne voznike. Lep primer je, na primer, rezultat, ki ga doseže Colapinto s tistim, ki ga na istih dirkah z enako šasijo, na primer, dosega Pierre Gasly. Ampak njegovim fanatičnim privržencem je seveda jasno, da pri Alpinu sabotirajo Franka Colapinta, kajti njihov junak ne more biti tako slab. In zaradi tega smo pred tednim celo imeli priložnost brati odprto pismo Alpina, kjer so eksplicitno razložili, da privrženci Franka Colapinta ne smejo prvič groziti tistim, s katerimi ima Franko Colapinto nesreče. Govorimo na primer o Oconu, govorimo o Bermanu in drugič, naj ne trosijo na okrog teorij zarote, kako ima Pierre Gasly boljši bolid od Franka Colapinta. Kdaj je treba enostavno sprejeti dejstvo, da je naš junak tudi počasnejši. To ne pomeni, da se zanj ne sme navijati, ampak pomeni, da se mora biti malce objektivni. Po eni strani razumem, v Argentini so imeli na začetku zgodovine svetovnega prvenstva Formule 1 Juana Manuela Fangija. Na to je prišlo obdobje, na primer, Carlosa Reutemana in kar naenkrat sedaj imamo Franka Colapinta. Čeprav vmes smo imeli sem ter tja tudi kakšnega Argentinca, mislim, da je bil eden izmed njih Esteban Tuero, ampak izgleda v primeru Colapinta, da se dobesedno umetno gradi junaka. Zakaj? Ker je njihov, ker je Argentinec in zaradi tega bi moral biti že v principu dober. In to je tisto, kar je nevarno v Formuli 1, kjer imam jaz prav, kjer jaz zmagujem, kjer moje frustracije morajo prevladati nad onimi drugimi. Se še spomnimo tistih nizozemskih navijačev, ki so prav iz podobnih vzgibov sežigali rekvizite Lewisa Hamiltona na prizoriščih svetovnega prvenstva Formule 1. Tu je seveda potrebno kdaj pa kdaj stopiti korak nazaj. Navdušencu je treba nekako razložiti, da zmage posameznika niso njegove, čeprav lahko prihaja nekdo iz iste države, ampak to onega posameznika ali posameznico na kavču ne postavi na zmagovalni oder. Vsakdo se lahko veseli zmage, ampak ostati mora objektiven. Verjeti v to, da je nekdo izjemen, zato ker prihaja iz določene države, zato ker ima določeno barvo oči ali pa zato ker ima povšečno frizuro, pač je daleč od tistega, kar bi lahko imenovali med nami nek racionalni pristop. Namreč tu bi lahko razpredali razne teorije o tem, kaj smo v preteklosti videli na progah Formule 1. In marsikdaj lahko vidimo, da najglasnejši, v svoje tudi najbolj nasilni, so tisti, ki o Formuli 1 pravzaprav ne vedo absolutno nič. Težava je v tem, da v današnjem času, v času družbenih omrežij, je njihov močan
po svoje nasilni glas še toliko močnejši. Zato moramo biti vsi mi nekako bolj pozorni. Ne toliko do tistega, kar se dogaja na prireditvah, kjer se zbere 600 000 ljudi, kajti na njih nimamo absolutno nobenega vpliva, ampak moramo biti pozorni na tisto, kar delamo mi. Je res naš favorit tako dober, kot pravimo, ali pa ga hvalimo samo zato, ker je naš, ker nam je simpatičen, ker nam je blizu, ker vozi za našo priljubljeno ekipo. Namreč znano je tudi pri nas v Sloveniji, da ko začnejo naši predstavniki zmagovati, smo takoj vsi specialisti za določen šport. Povejte mi, koliko prenosov kolesarstva je bilo na naših televizijah pred 25 leti. In še nekaj, kar bo razjezilo marsikaterega sledilca in tudi poslušalca mojih prispevkov. Tudi v že prej omenjenem kolesarstvu imamo dirke. In tudi zato se poraja vprašanje, če imamo nekatere, ki zatrjujejo, da so v Formuli 1 dirkači, ker dirkajo, kaj bi lahko dejali o onih, ki na dirkah kolesarijo? So dirkači tudi oni, ali imamo voznike ter kolesarje? Malce je potrebno kdaj vključiti tudi ono zaprašeno zadevo med ušesi in razmisliti, preden se začne fanatično kričati: zmagali smo, mi smo najboljši. Tisti, ki tako kriči, zagotovo najboljši ni. A toliko za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.